umetnik nisem prvi, ki uporablja te pristope. To so že v 70-ih letih so že razvijali biosonifikacijo. Vse pa v zadnjih letih ta tehnologija je postala vedno bolj dostopna. Tako da tukaj gre za en poseben modul, ki je tukaj not vklopljen in tam ima pač sposobnost te biosonifikacije, se pravi, da se prisluhne rastlinam. Mi imamo pač tamle sta dve elektrode na tulipan povezane. Te dve elektrode merita elektrokemični potencial, se pravi te spremembe, ki se dogajajo znotraj rastline. In te spremembe potem poseben algoritem ozvoči in določi, kakšne se pravi note, pa kakšna barva zvoka vam pride. Potem so pa tle še posebne, to so vse analogni sintetizatorji zvoka, ki pa pol ta signal usmislijo in ga naredijo v bistvu nam slišnega, da ga lahko slišimo. Je pa tudi tako, da v bistvu, če se mi rože dotaknemo, se tudi, zdaj eno je tudi zaradi njihovih notranjih reakcij, ki se zgodi pri spremembe, drugo je pa tudi, da se v bistvu potencial rože spremeni, zaradi tega, ker smo se še mi vklopili v to zanko, tako da ne vem, Zmiha tamle dotakneš onega tulipana, je pa res, da se tudi to pol tem začne spreminjati. Je pa res, da je tako, to je zelo taka eksperimentalna zvočna praksa. Tako da težko je predvideti, kaj se dogaja. Danes smo prvič priklopili na tulipan te elektrode in moram reči, da je v bistvu zelo aktivno. Tudi sami lahko slišite, da se kar precej dogaja. Kaj da? Točno inštrument. Tako da kdaj je pa tako, da se pa lahko tudi inštrument tako fine tuna, da v bistvu zazna pa samo ta naš dotik. No, to je pa tudi mogoče. Ampak jaz mislim, da najbolj da pustimo zdaj, da malo igrajo zvončki, pa če pa še kakšno vprašanje. Mogoče na samem dogodku bo več rastlin priklopljenih. Se pravi, ideja je, da pač svetlice se postavijo v parku in da se vse med sabo povežejo, bo pa ne samo zvočni, ampak bo tudi svetlobni, ker se da glede na njihove odzive, se da tudi programirati luči, se pravi svetloba in v bistvu bo vse med sabo posinkronizirano, tako da bo luči z zvokom bo nekako ustvarjali nek orkester. Tako da dirigent Miha bo narekoval temu, tako da bo to še dobro. Zvok, če bo več tulipanov priklopljenih, bil močnejši, širši? Ja, to je pa zdaj vprašanje interpretacije, pol tudi umetniške, se pravi, kaj vse se gor priklopi, pa kaj te signali delajo. Vi morate vedeti, da v bistvu mi bi lahko tudi samo v graf spravili te podatke, pa bi bilo v bistvu pravzaprav ne tako zanimivo. Ampak ja, lahko se naredi karkoli iz teh signalov, tako da ja, smo se odločili za eno tako. To pomeni, da imamo in zvočno in pa vizualno lahko imamo, ne? Tako, ja, to bo in zvočno in vizualno, imamo tudi oblikovalca luči Tilna Sepiča, ki bo pa tudi poskrbel za tak pristop z svetlobno ilustracijo. Ja, mi imamo v bistvu določene naprave, ki lahko pač sproducirajo različen zvok, ampak katera nota, pa koliko je dolgo ta nota odprta, to pa določa rastlina. So pa različni pristopi, kako se ta zvok ustvarja. A bi različne rastline imele različen zvok? Zdaj tle ne bi pa različna barva zvoka bila ali pa se pravi, recimo zdaj imamo inštrument, neke zvončke imamo naštimane, ampak v kateri lestvici pa je to, pa kako pogosto se pa poznaja, če preklopimo na drugo rožo. Moje vprašanje je verjetno umetniški pristop je ravno tako, da vi določite kako se signal v kateri inštrument prevaja. Tako, ja. V bistvu tlej tudi tako gre za neke vrste zelo eksperimentalno prakso. Jaz dostikrat vidim kot enega dirigenta ali pa nekega jazz žonglerja, ki v bistvu dobiva neke podatke iz rož in potem nekako jih probamo usmisliti, da je še zmeraj zvočno prijetno, ampak da je tudi nekako gre izven okvirjev neke te klasične glasbe. Pa ki vi usmerjate, ne? Mi usmerjamo, ampak dostikrat, jaz v bistvu vzpostavim nek sistem logike, kako ti signali potujejo, in pa dostikrat pa tudi prepustim, da sistem sam se izteče.